Prišel sem, kot sem že omenil, k hiši, ki so bili kar premožni, vendar pravim, zemljo so imeli v najemu. Doma pa je bilo vse tako kot nekoč gospodarsko poslopje. Tam so imeli tako, recimo, da je bilo dvorišče predeljeno z gospodarskimi objekti. Zadnji del dvorišča je bila živina, perutnina, prednji del je bil pa čist, vse tlakovano z opeko. Torej, moja naloga tam je bila dve glavne, tri naloge sem imel. Ena je bila oskrbovati s pitno vodo. Namreč voda, ki so imeli na dvorišču za živino ali pa za pranje, ni ustrezala za pitje in je bil tako zvani Arteški studenec, ulico nižje, to je 150 metrov od hiše. In jaz sem potem za potrebo kuhinje nosil 3-litrski kangelci vodo. To so zmerili, da toliko lahko nosim in to sem jaz recimo kakšnih 10 kanglic na dan prinesel. To je bilo recimo 3 kilometre hoje. To je bilo moje delo eno, vsaki ponedeljek sem moral kuriti pod kotlom, ker se je pralo perilo, s koruzinjem, oglodanim od krav. To je pa, komaj sem dal notri, je že zgorelo. Enkrat mi je bilo malo dolgo časa, pa sem napravil krog prijateljev, to bom še pozneje omenil, 2 hiše je bil čez, pa je že zgorelo, potem sem bil pa kregan. No, edini krat, ves čas sem bil takrat kregan, zato ker mi je drugače pa ne. No, to je bilo, kar se tiče dela, drugače pa prvo, kot sem prej omenil, brez svojih jezik, srpski, saj smo se nekako sporazumeli, vendar le ni enak slovenskemu. In jaz sem se v ta zadnji del dvorišča, ki sem ga prej omenil, da je bilo predeljeno, tam zatekel, tam je bil neki pesek, tam sem se igral pa jokal. In enkrat me ta sin, 15-letni, pridem tja, a zašto plačeš? Veste, da 6 let, jaz sem imel takrat dobrih 6 let pa pol recimo, to se ne spodobi jokati za mamo. Pa se rekel, udaril sem se. A kde si se udaril? Pa rekel, tam pozadi. Znam jaz, kaj on mene sprašuje. Da jaz igram svojo vlogo. Pa kde? On ni znal spraševati. Pa kde? Pa jaz mu kažem. In parkrat so ponovila in potem je obupal. Nisem povedal, da mi je težko za svojimi. No, potem sem pa počasi pa dobil prijatelje. En je bil Duško, to, ko sem prej rekel, da sem naredil krog, 2 hiše čez, Srb, 3 mesece starejši od mene. Drugi je bil pa, tisti je bil pa recimo enih 100 metrov od mene, je bil pa Mađar, Čana Dimiki, Pikloš. On je bil pa starejši, 2-3 leta, 3 leta starejši od mene. Oče je bil fotograf in potem smo mi družgovali, bili so še drugi tudi, ampak ti so bili ta glavni in večkrat smo potem hodili, tam je imel temnico, razvijali smo filme, takrat, ne vem, tehnika je danes drugačna, tam so bile kemikalije, še na plošče tudi fotografiral oče. Skratka, tu sem te zadeve imel in pa seveda nogomet na tistih ulicah. No, pravi, nisem bil izredno kregan, samo, veste, tiste ulice, zdaj, če je bil prah, potem je bilo tam 20-30 cm praha, če je bilo blato, pa je bilo toliko blata. No, vmes, ko ni bilo ne prah, ne blato, tam smo pa igrali nogomet. Samo, veste kaj, ker se dvakrat vržeš za žogo, potem si ustrezno umazan. No, to je bilo pač tako, samo izredno me niso nekako kregali zaradi tega, je pa bilo pač tako. No, tam sem bil pri teh 22 mesecev, potem pa so se sestra, kot sem rekel, tista, ki je bila preko, ko je se prvo videl, ki so imeli hišo čez ulico, oni so pa imeli salaš. Torej, salaš, to je gospodarsko poslopje na nivah, na polju, kjer so imeli prenočišča in pa gospodarske objekte tudi za živino. In zdaj so se, verjetno je tej moji gospodini, ona je bila vseeno malo starejša,
so se dogovarjali okrog tega, da bi mogoče jaz šel k njim. No, tu naj še nekaj omenim. Pri teh, to je bilo čez od Sokolane, Sokolskega doma je bila ta hiša, ona pa sosednja. In Mađari so decembra 41. leta pobrali radioaparate. Vsem. Vendar moja gospodinja, torej na steni so imeli sliko njenega pokojnega moža, bil je v mađarski oficirski uniformi, ne vem, tiste vedvice, kaj je bilo, in oni so se nekako na to zgovarjali, bili so zaupljivi in so dobili radioaparat nazaj. In mi smo, poleg ostalega, glasbo srpsko pa to, smo vsak večer poslušali Dum, 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 Radio London. Zdaj pa prije tisto, ko sem rekel, da mi je mama dala dosti naukov pametnih, da naj ne bi bil preveč redoveden, ta pa mi ni prišla prav, ravno nisem upal vprašati in seveda pomnim še danes, ko so poročali o bojih v Afriki, za Tunis, izrazito, invazijo v Italijo, vse to so mi poslušali po radiju, ampak nisem jaz imel pojma, kje je Tunis, pa nisem imel, kje je kajkoli je, samo dobro vedel sem, da so to naši. No, potem so pa začeli tudi pozneje, ko so že Italijo zasedli, tudi nad nami krožiti avioni, tam so se zbirali, izgleda, da je bilo tako varno območje, kjer so prihajali, to vemo zdaj pozneje iz Italije, ne, in leteli potem naprej za Nemčijo, ali kam so že šli. No, jaz sem potem v tem času šel pa na Salaš k sestri, tam sem pa imel že, ampak takrat sem imel že 8 let, to je pa bilo že kar dosti, ne. Tam sem pa pasel ovce in krave. Moram reči, da mi je bilo kar v redu, ni mene to delo nič obremenjevalo. No, danes recimo rečejo ljudje, ja, otroci delajo, ali smejo otroci delati ali ne. Toliko so mi poverili, koliko so vedeli, da zmorem. Ne? Za jesti sem imel in tako, da tu ni bilo nobenega problema. In tam, da ne bom preveč zavračeval, tam sem dočakal osvoboditev. Torej, 20. oktobra, to seveda datume sem pozneje, pride gospodar, je bil, torej rejnik, je bil v Sivcu, v vasi, to je 3 km daleč, in pride s kolesom, se pripelje, pravi, Rusi so tu. Predtem smo pa mi že gledali, kaj je bila fronta na Tisi, kanonade. Smo zunaj gledali ognji, ko so streljali stopovi, salve in to, ne. Tako da smo čakali, Nemci, civili so se umikali, dejansko umaknili, vsi so, skoraj vsi, ne vsi, so zapustili vasi, ker so tudi, tam je kanal Donava Tisa, so se tudi z ladjami tam vozili, še so meni rekli, naj se ne kažem, tam me bo lahko še kdo počul, ker so obupani, nekaj grejo z doma. No, on pride, zdaj pa je Rusi, iz Vidnice je prišla, mi seveda takoj veseli, gremo v osvoboditev, on je imel, veste, to so imeli opreme za konje, luksuzne, pa one za delo. To ono, tisto za luksuzne, tisto je bilo v plevah, vse skrito. Takoj tisto očistiti ven, obrisati, očistiti, gremo v vas. In malo smo tam čakali, pride ena vojaška enota, tak bi zdaj sodil, okrog 30-40 vojakov je bilo. Mi jih pozdravljamo, tam vse, oni grejo mimo, so odzdravljali, ampak samo tam, kjer so to je bil center vasi, ta Sokolski dom, to je tu bilo, občina takoj zraven. Samo enkrat so se razgubili, vsak je nekaj šel, pozneje smo ugotovili, da so šli moste za straži čez kanal v cerkveni stolp pošto, to smo pozneje ugotovili, ker smo pri mostu smo jih videli, ne. No, malo časa je bilo, pripelje kamion z ruskimi vojaki, kot sem rekel, ulice široke, takrat je bilo prej deževje, blatne, na stopnicah kamiona stoji ruski vojak, kamion se na tisti ulici ravno pred našo hišo, torej tukaj sem jaz bil, obrne, vojak skoči stopnice dol in pogrne v blato, pa koliko je bil dolg širok. Nas je rekel, tukaj, ko so prišli Nemci, je Nemec padel v jarek,
Pa je bil v smog, ki se je skopal, ta se je pa v blato. No. Se je pobral gor, z roko ožel blato in v naše dvorišče. Naše, torej tukaj se je bil. Jaz in stara mama sva tam zunaj bila in sva to gledala. On je nič prašal, on je kao odprl vrata, ona mu tako boječe, pravi, ovdje će doći neki oficiri. Ja, oficer, je rekao. A ja si mislim, jadan ti oficir s tistim blatom gor, ne? In capljamo za njim. On noter v hišo, eno sobo, to so hiše take dolge, sobe ena iz drugo, prehodi, gre v eno sobo, mi dva za njim, gre v drugo sobo, gre v tretjo sobo. V tretji sobi na steni ikona, verska podoba. Zdaj pa ne vem, je bila kakšnega Nikolaja ali ne vem koga je bila. On se ustavi pred njo, pa pravi, vi Srbi? Pa pravi, baba smo rekli, stari mama. Pa da, mi smo Srbi. V eni sekundi je bil drug človek. Tam prej ohol, on oficir, on samo gleda okrog, zdaj je bil drug in postali smo prijatelji, bili so tam neke 3 tedne, ali še več, je prišla baterija Kačuš na dvorišče, tam je bil potem ta štab. Jaz sem bil sicer na salašu, ampak tisti čas ravno nisem imel neke živine dosti za pasti, pa sem prihajal notri in smo bili pravi prijatelji, on je bil Nikola ta, izgleda, da je bil intendant. Mati mu je bila, je rekel Marija, ker je tudi ta naša stara mama bila tudi Marija. Tam so kuhali, jaz sem kaj drva prinesel tam, da so... Skratka, tako, to je bila osvoboditev, potem so mojega gospodarja mobilizirali v našo vojsko potem, to so takrat te vojvođanske brigade, in so šli na fronto na Donavo, tu pri Batini, to je proti Baranji. Baranji, on se je oblekel, je imel takšen površnik črne barve, moja sestra, mlajša, ona je taka dobra risarka, je pa lepo izrisala v blagu petokrako zvezdo in mu je prišila, šivala je deklica zvezdo na klavuk. No, in vode je potem šel na fronto, ne vem, ni bilo dolgo časa tega, par dni, prije tisti njegov površnik domov. Pa ne vem, če je imel 20 lukenj ali 30. Njega nič ni zadelo. Te so bilo vse scefrano, ali je padla granata, ki je v bližini ali kaj, vendar on ni. Ampak za njim se zgovija vsaka sled. To je bilo novembra meseca, to bilo, ne? Oktobra osvoboditev, novembra so šli na fronto in to je bilo to. In ničesar, še so potem hodili vojaška policija, mislim, ne vem, na konjih so bili, so vpraševali, kje je on, ne? Mi ne vemo, on je šel, ne? Pravoslavni Božič, jaz se sankam zunaj, tam je bila ena mlaka, je bil let, pridem noter, evo njega iz hleva pride ven. V nemškem šinjelu, bolgarski bluzi v uniformi, evo ti njega tu. Seveda je bilo splošno veselje, Božič, ne? On je bil, ko so prebili Donavo, tam je vas Zmajevo, pravi, enkrat samo nekaj ga udarja, to zdaj pripoveduje. Kaj ga udarja, nekaj ruka, leži na tleh, pogleda gor, Nemec nad njim. On zgrabi puško, samo puško je že bil Nemec. Potem ranjen je bil nogo, meča, mu je prebilo, on je potem iz tega izkušnja, verjetno je padla mina in sunek, zračni pritisk ga je v nesvestu. Da je bil nezavesti, ne? Tisti čas so Nemci prišli in so ga ujeli in odpeljali v Dunajsko Novo mesto. Zopet bil zelo iznajdljiv človek, v Dunajsko Novem mestu so nakladali vagone, on z ranjeno nogo, kaj je bilo, ne? Je bilo pa to seveda ta čas jesenski, november, december, tu nekje, in je opazoval okoli, megla je bila, straža je bila okrog, ne pri vagonih. On se lepo ogledal, ko je bil en takšen dan meglen, ko ni bila dobra vidljivost, je zlezel tik pred odhodom vlaka pod vlak, pod vagon, se od spodaj prijel, vlak je krenil in ga je potegnil ven z obroča.
še ni bilo hitrosti, še ni imel, spustil se je malo Telebno gor na Tone in peš prišel čez od Dunajskega Novega mesta do Sivca, tam si skozi fronto rusko, ne, ker se moral prebiti skozi, tam se je malo z Rusi tudi peljal in je bil za Božič že doma. Božič 7. januarja 45. leta.